večer vsem skupaj in dobrodošli na Kalivitinem webinarju. Tokrat bomo še malo spletni, ampak počasi se odpiramo z našimi dogodki in bomo šli mičkam bolj v živo z našimi druženji in izobraževalnimi programi, kar se jaz res zelo veselim. Je pa ena prednost teh digitalnih srečanj, seveda, da imamo te posnetke, ki jih lahko potem tudi delimo in mislim, da je to tudi ena uporabna stvar. Danes bomo obravnavali žensko zdravje. Tako kot je Monika lepo napisala, ženska poskrbi zase. Tako je, mislim, da moramo poskrbeti zase, ker ko smo mi v dobri formi, ko smo v dobri koži, tudi lahko poskrbimo za vse ostale. In mislim, da se boste vse ženske strinjale, da običajno podpiramo kakšne 3 vogle v hiši, a ne pa mogoče še kakšnega četrt zraven, tako da moramo biti v dobri koži, zato da lahko damo čim več od sebe. In da imate lahko tudi, dragi moški, potem čim več od nas. Zdaj pa z veseljem, da ne bom predolga, predajam besedo naši strokovni sodelavki Moniki Lepener, ki je, kot že rečeno, za nas pripravila eno res krasno predavanje in sprehod skozi vsa obdobja ženske. Izvoli, Monika, beseda je tvoja. Maja, hvala lepa za krasen napovednik. In drage dame, najprej lepo pozdravljene na prvi pomladni dan. Pozdravljam pa tudi naše boljše polovice, naše dopolnilo, ki nam pomaga, da lahko cvetimo skozi vse leto, ne samo spomladi, tako kot rožice. Torej, danes smo se zbrali na prav posebnem srečanju, ki je posvečeno predvsem nam ženskam. Moški pa boste slišali kar nekaj nasvetov, kako nam lahko pri zdravju in dobrem počutju tudi pomagate. Torej, kot je že Maja povedala, marec je tisti mesec v letu, ko ženske praznujemo kar 2-krat. Najprej 8. marec, Mednarodni dan žensk, ki nam ga je priborila Klara Cetkin skupaj s svojimi somišljenicami. V petek, torej 25. pa praznujemo še materinski dan, ki se je v Evropi uveljavil po 2. svetovni vojni. Ime kaže sicer na to, da je posvečen ta drugi praznik predvsem mamam. Ampak ne le tistim, ki so nosile življenje pod svojim srcem, ampak tudi tistim, ki vlogo mame opravljajo v katerikoli obliki v privatnem življenju ali po službeni dolžnosti. In zagotovo se boste strinjali z mano, da je biti ženska in mama najtežja služba na svetu. Nekako pridemo v ta svet brez navodil za uporabo in biti oboje je vendarle najlepše poslanstvo. Ta Klara, ki se je borila za našo enakopravnost, bi verjetno marsikdaj zmajala z glavo nad našim početjem, saj si vlogo ženske v novodobnem svetu saj si je ona in njene somišljenice vlogo v novodobnem svetu zelo drugače predstavljala. Danes se ženske pogosto znajdemo na nekaki natezalnici, saj na eni strani ohranjamo tradicionalno vlogo, na drugi pa sprejemamo vedno nove zadolžitve. Vendarle pa ima dan še vedno le 24 ur in pogosto za opravljanje vseh svojih del žrtvujemo sebe, svoj čas, največkrat prav svoj počitek in s tem si delamo slabo. Za opravljanje vsakodnevnih podvigov vendarle potrebujemo zdravo in močno telo, to pa skozi različna življenjska obdobja doživlja velike spremembe. Pomembno je, da ga v njegovem raznolikem delovanju tudi primerno negujemo in podpremo. Pa začnimo pri najmlajših. Prvo obdobje predstavlja tale ljubka majhna deklica na sliki, je tam nekje do dopolnjenega 1. leta starosti, torej dojenčice in njihove potrebe lahko zadovoljimo z dodajanjem pri Steps Daily. Torej kapljice, ki združujejo vitamine, malim navihankam, malo večjim, pa lahko ponudimo levčke, torej Lions Kids plus D ali pa Lions Kids plus T, pa tudi D-vitamin bo tukaj zelo dobrodošel. V zadnjem času predvsem vemo, da je D-vitamin tisti, ki nam ga vsem kronično primanjkuje in pomembno je, da začnemo z dodajanjem že pri najmlajših. Zagotovo bomo k dobremu počutju pripomogli tudi s kombinacijo dobrih bakterij. Tukaj na sliki nisem dala probiotikov, pa vendarle so tiste dobre bakterije zelo pomagajo pri izgradnji
in vzdrževanju imunskega sistema pri najmlajših. Vitamini bodo tako podprli mlado telo v hitri rasti, dobre bakterije bodo pomagali pri vzdrževanju imunskega sistema in tako si lahko obetamo zdrave in vesele otroke. Ko mlade dame že zgulijo nekaj šolskih klopi, je zanje primeren spremljevalec Full Spectrum. Zopet mešanica vitaminov, mineralov, esencialnih elementov, ki jih naše telo potrebuje. In že se deklice znajdejo na pragu večjih sprememb v telesu, tako torej v telesu in tudi čustvenih sprememb. Po domače temu rečemo puberteta in v tem času se v telesu odvija, lahko rečemo, prava vojna. Na eni strani pospešena rast, ki pogosto prinese tudi bolečine v kosteh in sklepih. Mlade dame pa zaradi menstruacije, ki se v tem času nekje pojavi, so pogosto tudi slabokrvne. Potrebam po mineralih, po zdravi rasti, po trdnih kosteh zadostimo z rednim uživanjem Power Mins pripravka, za bister pa poskrbimo z rednim uživanjem omega-3 maščobnih kislin. Pred kratkim sem tudi prebrala en dober članek o tem, kako zelo omega-3 maščobne kisline zelo dobro vplivajo na tiste otroke, ki se soočajo z ADHD, torej ki so nemirni in težje ohranjajo koncentracijo. Potem mlade ženske počasi prehajajo v srednjo šolo, na fakulteto, kjer se srečujejo prav tako z mnogimi izzivi, a na obrazu se že rišejo prve gubice. Zagotovo jih bomo lahko polikali z anti-age kremico, ki vsebuje same naravne sestavine in se s pomočjo hialuronske kisline, ki je dvofazne, zelo globoko vpije v kožo in tako te prve gubice zelo uspešno polika. Večje napore, s katerimi se mlade ženske srečujejo, bodo uspešno premagovale z Energy and Memory formulo, torej zopet skupek vitaminov, mineralov, ki jim daje moč. Vemo pa, da danes v hrani in pijači vase vnašamo precejšnje količine hormonov, ki v mladih telesih potem nadaljujejo s svojim poslanstvom. In posledice tega, vse te silne količine hormonov, mlade ženske občutijo skozi mesečni ciklus. Pogosto se srečujejo z nerednimi menstruacijami, lahko tudi se razvijajo policistični jajčniki in vsemi temi nevšečnostmi se več kot odlično spopada svetlinovo olje. Vendarle pa slej ko prej vsaka predstavnica nežnejšega spola se znajde v vrtincu razmišljanja o družini. Nosečnost predstavlja zelo velik izziv za žensko telo, nanj mora biti zelo dobro pripravljeno in zato je pomembno, da s pripravo na samo nosečnost pričnemo že nekaj prej. Že pred nosečnostjo res toplo priporočam, da redno uživate omega-3 maščobne kisline, ki jih boste našli v našem novem proizvodu, torej Nordic Pure. In tako mlada ženska dobi dovolj maščobnih kislin v dovolj visokih odmerkih, da se lahko dobro pripravi na ta izziv, ki njeno telo čaka. Poleg tega pa so v tem času povečane tudi potrebe po vitaminih in mineralih. Zadostimo jim lahko z New Life formulo in kot že ime samo pove, ustvarjena je za čas, ko nastaja novo življenje. Bodočo mamico bo oskrbela z vsemi potrebnimi vitamini in minerali, malemu bitjecu pa pripravila odlično popotnico za življenje. Prav je, da mama še posebej v tem času dobro poskrbi zase, tudi z lepotnimi tretmaji. Z redno uporabo hand and body losjona bo koža mehka in elastična, s tem pa tudi bolj odporna na nastanek strij. Nekatere teorije sicer pravijo, da smo ženske nagnjene k strijam že nekako genetsko in se jim ni moč izogniti, pa vendarle zelo lahko ublažimo. Če že ne same tiste strije, pa vsaj ta mogoče neprijeten, pekoče, srbeč občutek, ko se koža razteguje. In hand and body losjon bo za to zagotovo poskrbel. V poporodnem obdobju se mama kar naenkrat poleg skrbi za malo bitjece sreča še z eno pomembno nalogo.
Poskrbeti mora tudi zase, za svoje telo. Če začnemo pri zunanjem izgledu, za čvrstost kože in podkožnih tkiv bo poskrbel kolagen Glam Up. Ostanki nosečniškega trebuščka bodo zelo kmalu splahneli, obraz pa bo z redno uporabo svež, sijoč in polikan. Poleg tega bodo tudi lasje sijoči, voljni, mehki, pa tudi manj bodo izpadali, s čimer se marsikatera mamica po porodu sooča. In tako bo mamica zelo dobro izgledala na teh prvih sprehodih z dojenčkom in tudi zelo dobro se bo počutila, vendarle pa bo nekaj manjkalo. Marsikatera ženska se v tem času sooča še z drugimi izzivi in to je predvsem pomanjkanje energije. Zelo aktivni dnevi in neprespane noči kmalu terjajo svoj davek. Do energije lahko pridemo s pomočjo koencima. Zelo dobro se v tem času obnese super koencim Q10. Stres management pa bo pomagal pomiriti vsakdanji stres. Dostikrat priporočajo ginekologi oziroma porodničarji v tem poporodnem obdobju brezalkoholno pivo, da se mamica malo sprosti, da mleko steče in dostikrat se potem mamica tudi znajde v enem precepu, kaj zdaj, novorojenček pa pivo, vendarle ne gresta skupaj. Torej, stres management je odličen nadomestek za vitamine B, ki bo za vse to poskrbel in mamica ne bo v takšnem stresu. Med doseganjem osebnih, partnerskih, družinskih in tudi poslovnih ciljev prepogosto spregledamo utrujenost, ki žal pogosto vodi tudi v izgorelost. Ko so otroci malo večji, ko imajo svoj tempo, svoje potrebe, svoje zahteve, smo starši tisti, ki moramo vse to ponuditi. In v tempu, ki mu moramo slediti novodobne ženske, kot smo hkrati ljubeče partnerice, razumevajoče mame, vrhunske gospodinje in nenadkriljive na delovnem mestu, potrebujemo tudi zanesljivo podporo. Zagotovo jo bomo našle v Super Mega 50, ki je zopet poln vitaminov, mineralov, hkrati pa zelo podkrepljen z B kompleksom, kar pomeni, da nam bo tudi pomagal pri borbi proti stresu in ob hitenju skozi dan, ko nam primanjkuje goriva, si ga lahko nadomestimo z rednim uživanjem Boost Up. Boost Up je tisti, ki nam da neko energijo, zbistri misli, pomaga, da lahko pridemo skozi dan lažje, z več energije, da so naloge tistega dne odkljukane. Med obiranjem ovinkov po cesti življenja pa se tiho zgodijo tudi tiste drobne spremembe, ki jih prinašajo leta. Najprej opazimo srebrnino v laseh, naše telo pa se ne srečuje le s tem, ampak tudi z drugimi izzivi in z leti potrebuje tudi drugačno podporo. Krhkim kostem daje trdnost Strong Bones pripravek. Za primerno zalogo vitaminov poskrbi Senior formula, za boljšo prekrvavitev vseh tkiv pa tudi bistrejših misli pa Ginkgo. Vse to zagotovo že poznate. Sčasoma se lahko zgodi, da nam dopolnila v tabletirani obliki ne ustrezajo več zaradi težav s požiranjem. A nič za to. Imamo na voljo tekoče pripravke, med njimi tudi Organic Noni, pa Acai, pa Gravital Juice in vsi ti pomagajo za boljše počutje navznoter in tudi navzven. Če si bodo starejši privoščili Organic Noni v svojem vsakodnevnem tempu, se bodo odlično počutili, dobili bodo nekaj vitaminov, mineralov, poskrbeti pa je potrebno tudi za mega odmerke antioksidantov. Vse to te pridobimo v Mega Q Protectu. In tole dajemo v telo, navznoter, na zunaj si lahko zelo dobro pomagamo s kremo Every Moment. Zelo prijetno diši, poskrbi za manjše ranice, za razpokano kožo, s katero se velikokrat srečujemo. Starejše dame pa so mi zaupale, da je Every Moment tudi krema,
ki je krasna za navlažitev sluznice intimnih predelov. Namreč ta sluznica, tako kot vse ostale, z leti postaja vse bolj izsušena in si lahko na tem področju pomagamo tudi s tem. Prav pa je, da se dotaknemo tudi nekaterih težav, ki nas lahko spremljajo skozi daljše časovno obdobje. Eno bolj zoprnih in najbolj pogostih, s katerimi se ženske srečujejo, so zagotovo težave s prebavo. Vemo, kaj je rekel Hipokrat, zdravje in smrt ležita v prebavilih. In če je črevesje okej, če je črevesje zdravo, bo vse okej, bomo tudi mi zdravi in predvsem to se bomo zelo dobro počutili. Velikokrat se srečamo z napihnjenostjo, s težo v želodcu po obrokih, s tem, da čez nekaj časa vsa hrana, ki smo jo zaužili, zelo neprijetno rine nazaj v požiralnik. Mi rečejo tudi stranke, da se jim kar zlije kislina do ust. In to je zagotovo primeren čas, ko moramo poseči po digestivnih encimih. Ali digest encimi, ali Papaya Plus. Oboji bodo odlično poskrbeli za to, da bodo pomagali pri učinkoviti prebavi. Zagotovo pa moramo upoštevati še nekaj. Hrana mora biti primerno pripravljena, torej dovolj kuhana in tudi dovolj prežvečena. V starejšem obdobju ali pa že pri mlajših, ki imajo težave z zobovjem, je tukaj prva težava, prva ovira, ki prinaša težave s prebavo. Če hrana ni dovolj prežvečena, pridejo v želodec večji kosi in večji kosi potrebujejo dlje časa, da se prebavijo. Tudi več želodčnih sokov. Vemo, da encimski sistem z leti slabi, torej posledično so tudi prebavni sokovi manj prisotni, še posebej, kadar uživamo kakšna zdravila, ki še te sokove zmanjšujejo in ta hrana v želodcu obleži. In namesto prebave pride do procesa gnitja. Pri gnitju pa veste, izločajo se plini. Vsi ti plini, ki izhajajo iz nepredelane vsebine, morajo nekam iti. In ker ne morejo zapuščati želodca proti črevesju, želodec se nekaj časa širi, ko pa je dopolnjena ta mera, vse skupaj potisne v požiralnik in iz tega potem mi občutimo ta pekoč občutek za prsnico, lahko celo pripotuje to do ust. Torej, pomembno je, da hrano dobro prežvečimo ob obroku ali takoj po obroku pa si privoščimo digestivne encime. Pogosto z leti pozabimo piti. Že zaradi tega, ker ne ločimo več občutka lakote in žeje. In posledica je tukaj, namreč nastane zaprtje. Tukaj nam pomaga Easy Time. Ampak zaprtje ni le problem pri starejših in tistih, ki se premalo gibajo. Zelo pogosto se z njim srečajo tudi mamice po porodu. In sicer iz več razlogov. Najprej zaradi tega, ker ob skrbi za majhnega otročka pozabijo nase, pozabijo piti, pa tudi zaradi hitrih anatomskih sprememb, ki se v tistem ozkem poporodnem porodu zgodijo. Otrok zapusti trebušček in vse te črevesje in vse to se pomakne v eno drugo pozicijo in išče en nov tempo, da zopet začne. In v tem času, ko je celo medenično dno šlo čez velike izzive, je pomembno, da prebava čim prej in čim bolj učinkovito steče. Torej, Easy Time je primeren tudi za ta čas. In še ena stvar, ki se tiče prebave, vsi bi si vsaj enkrat letno morali privoščiti kuro s probiotiki, torej s temi dobrimi bakterijami. Še posebej takrat in tudi takrat, kadar uživamo antibiotike. Tako v bistvu s tem naselimo prijazne bakterije v naše črevesje, ki pomagajo pri vzdrževanju dobrega počutja in nenazadnje tudi zdravja, saj vemo, da približno 70% imunskega sistema se nahaja prav v črevesju.
Mlajše pripadnice ženskega spola se zelo pogosto srečujejo z nerednimi ali bolečimi menstruacijami. Proti temu zelo dobro pomaga svetlinovo olje. O tem sem že govorila, pa tudi probiotične bakterije. Zakaj? Povezava je zelo preprosta. Estrogen, ki ga telo več ne potrebuje, se mora predelati v jetrih in potem preko prebavil zapustiti telo. Če se to ne zgodi, ta nepredelan estrogen ponovno vstopa v obtok in želi opravljati svoje naloge. Telo pa še vedno proizvaja nove in nove zaloge estrogena in tako je kar naenkrat estrogena v telesu preveč in pridemo do nekega začaranega kroga, slabega počutja, nerednega ciklusa, tudi bolečino v menstruaciji in še bi lahko naštevali. Vse skupaj seveda lahko poslabšajo tudi vaginalna vnetja. In s tem, ko mi uživamo probiotike, zopet naselimo te dobre bakterije v črevesje in te pomagajo, da lahko prebava dobro steče, torej s tem se tudi predela ta odpadni estrogen in gre iz telesa in na ta način poskrbimo za te redne cikluse. Torej, velikokrat pa se dame srečujejo tudi z vaginalnimi vnetji, ki so pogosto ponavljajoča. O tem smo že bolj podrobno govorili, danes pa vas samo spomnim, da se ključ do uspeha skriva v paraproteksu, ki zelo dobro deluje tako na viruse, bakterije, kakor tudi na glivice in acidofilusu. Še posebej, kadar gre za glivična vnetja, je acidofilus več kot naročen pomočnik, da pomaga. Lahko ga uporabljamo per os, lahko ga uporabljamo tudi vaginalno, o tem sem že govorila. In še en ključ potrebujemo, da bomo zares uspešni, namreč vztrajnost. Še posebej, kadar gre za glivična vnetja, moramo biti res vztrajne in kuro enkrat, dvakrat, trikrat, včasih celo 4-krat ponoviti. Kadar nam to uspe, pa se lahko za dalj časa ali pa celo za vedno poslovimo od te neprijetne nadloge. In še eno vnetje je, ki se zelo pogosto pojavlja pri ženskah, tokrat gre za vnetje urinarnega trakta. Ženske smo bolj podvržene tovrstnim vnetjem. Nekatere raziskave pravijo, da celo 30-krat pogosteje se vnetje sečil zgodi pri ženskah, kakor pri moških. Že zaradi anatomije, namreč sečnica pri ženskah je zelo bistveno krajša, kakor pri moških, kar pomeni, da je tudi pot, ki jo morajo prebroditi patogeni, krajša in lažje zaidejo v naš urinarni sistem. Pomagamo si proti tem vnetjem lahko že tako, da se primerno toplo oblačimo. Torej, nogavice, prekrit križ, vse to, kar so nas učile že naše babice in mame, je pomembno, da upoštevamo. Zelo dobro je tudi, da si recimo zvečer, ali pa pač, ko imamo čas, ko ležemo v posteljo, pregrevamo notranje dele stegen in tudi mišice medeničnega dna. Saj na ta način pomagamo k boljšemu pretoku, k boljšemu krvnemu pretoku in lahko vnetje hitreje saniramo. Po možnosti vemo, da kadar gre za neko vnetje sečil, imamo občutek, da nas kar naprej tišči na malo potrebo, gremo na WC in potem izteče 3, 5, 10 kapljic. Če se le da, v tem času zadržujmo urin čim dlje časa. Namreč sluznica v mehurju je sestavljena tako, da se plasti nalagajo ena na drugo. In v teh plasteh, v teh zavihkih je več kot primerno okolje, da se bakterije zelo lepo, zelo dobro razmnožujejo. URX je tisti, ki pomaga. Namenjen je prav temu, da se z njim borimo proti vnetjem sečil. Če to ni dovolj, kadar gre za kronizirane variante, pa mu lahko dodamo še paraproteks. In seveda je pomembno, da v tem času čim več popijemo. Zato, da se ustvarja čim več urina, zato, da se sluznica mehurja čim bolj raztegne,
V urinu pa so hkrati raztopljene tudi snovi, ki delujejo protivnetno. In dlje časa mi te snovi uspemo zadržati v samem mehurju, dlje časa imajo možnost protivnetno delovati in tem hitrejše bo naše okrevanje po takih vnetjih. Ko se rešimo teh ali onih težav, zadnji dve sta predvsem vezani morda bolj na mlajšo populacijo, pa kar naenkrat opazimo ali pa okolica, da se lahko naše razpoloženje v hipu spremeni. In lahko najbolj sončen dan postane ena resna, uničujoča nevihta. Izmenjujeta se mraz in vročina v našem telesu in podobno en tak divji ples plešajo tudi naši hormoni. Vse to so spremembe, ki zelo pogosto spremljajo zrelo generacijo žensk. A tudi tukaj se kalivita več kot odlično izkaže s svojimi proizvodi. Vročinske oblive, nočno potenje, nihanje razpoloženja in vse, kar je še takega, zlahka premagamo z redno uporabo menopavzal formule, seveda v kombinaciji z rodiolinom, ki bo te stresne hormone, ki ob tem počutju nastajajo, blažil, našemu telesu bo pa pomagal, da se bo lažje prilagodilo na to novo nastalo situacijo. In še ena tegoba je, s katero se dame pogosto srečujejo in jo žal tudi zelo dobro poznajo. Namreč, z leti postajajo tkiva vse manj elastična. Niso samo gubice tiste, ki nam kažejo na to, torej gubice vidimo v bistvu mi na zunaj, spremembe pa se dogajajo tudi navznoter. In tudi stene krvnih žil postajajo manj elastične, bolj toge in predvsem ne morejo več opravljati svoje funkcije v vsej polnosti. Torej nekako popuščajo in potem posledično kriza staja v nižje ležečih tkivih, predvsem v nogah in tako se lahko vizualno pokažejo žile, predvsem pa noge postajajo vse težje in zelo neprijetno boleče. Seveda obstajajo nogavice, ki k temu pomagajo, še bolje pa je, da pomagamo našemu telesu tudi navznoter. Namreč, kombinacija Venker kreme, s katero si vsak dan vsaj dvakrat zmasiramo, predvsem predel nad meči, tukaj za kolenom, ter priprave Venprotex, ki okrepi stene krvnih žil, s tem pa tudi odnese ta neprijeten občutek in pomaga, da naš korak ostaja poskočen. Hkrati lahko z to kremo, Venker kremico, zelo dobro si pomagamo tudi na tistih mestih, kjer nastajajo tisti pajkci. Zelo dobro poskrbi, da se ti pajkci zlepljajo in koža postaja lepša, manj sprememb je vidnih. Torej, če se katera od dam sooča s konkretnimi izzivi, tudi s kakšnimi drugimi, ki smo jih danes našteli, se zagotovo lahko oglasi na svetovalni liniji. Svetovalna linija ima malo spremenjen urnik, v novi reviji je že objavljen, lahko pa vam ga povem še tukaj. Torej, na voljo bo svetovalna linija vsak ponedeljek v dopoldanskem času, torej med 9 in 15 in vsak četrtek med 15 in 20 uro. Lahko pa, če se želite pomeriti vitamine, minerale in elemente v sledovih, se lahko tudi to prijavite ali na svetovalno linijo, ali na mail, ali pa v trgovini. In kot že vemo, za dobro počutje in zdravje tekom različnih življenjskih obdobij, ženske potrebujemo še nekaj. Najprej moramo poskrbeti za dovolj kakovostnega počitka. Kar sem že rekla, nam velikokrat ne uspe. Poskrbeti moramo za uravnoteženo prehrano. Ne samo, da jemo raznoliko, ampak da jemo tudi dovolj-krat, da ni bezlanje cel dan, čez dan, pozabimo jesti, nič ne jemo, zvečer pa vse to nadomestimo, pa tudi dovolj gibanja na svežem zraku.
in seveda nikakor pozabiti na dovolj popite tekočine, kot vedno najbolje vodo. Če dodamo še redno in vztrajno uživanje primerne kombinacije kalivitinih prehranskih dopolnil, se lahko nadejamo življenjske energije, ki bo privabljala poglede vseh okoli nas. Predvsem pa je pomembno pravilo številka 1, kjer pogosto pogrnemo vsi po vrsti. Vzeti si moramo res nekaj trenutkov zase vsak dan, da bomo lahko slišale svoje telo. Če bomo slišale svoje telo šepetati, nam ne bo treba poslušati, ko nam bo kričalo. In v tem času, polnem izzivov, smo predvsem ženske tiste, ki se moramo in zmoremo boriti in prilagajati. Zmoremo rasti in uspeti, predvsem pa z uporabo kalivitinih proizvodov blesteti. Za danes se vam zahvaljujem za pozornost. Če koga karkoli več zanima, pa naj se oglasi. Čudovito, Monika, najlepša hvala.